Lep in prijazen dan vam želim iz Ljubljane. Natančneje nahajamo se na Zanoški cesti, pa si pogledamo prometni utrinek v Slovenskem Novem mestu, danes 22. avgusta ob 17:30. No, kot vidite, smo ravno naleteli na rdeči semafor. In kot veste, boste bodoče lahko tudi ob rdečem semaforju zavijali desno, pri čemer pa velja, da bo moralo biti na tem semaforju posebno označeno, da to res smete narediti. Bolje rečeno, nameščen bo zelena puščica, ki vam bo to zavijanje dovoljevala. No, mi smo v delu Vroči most in tukaj bomo morali počakati, ker bomo prešli progo, železniško progo med Ljubljano in Novim mestom in poteka tukaj. Pri čemer velja, da vas vedno moramo opozoriti, ko ste na cesti, da skrbite za varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. To so kolesarji, pešci in seveda tudi motoristi, ki sodijo med ranljive skupine. Mi se počasi bližamo področju bolnišnic in sicer področja Kliničnega centra Ljubljana. Na levi strani boste zagledali objekt nevrološke klinike, na desni bi pa videli, če bi tja lahko seveda zavili vhod v glavni klinični center. No pa se zapeljimo tukaj naprej. Imamo srečo, da vozimo danes po Ljubljani ves čas v zelenem valu. Prehitro smo zeleni val pohvalili in sedaj smo zopet naleteli na rdeči semafor, kjer pa imajo tako imenovano označbo z elektronsko puščico desno, in ko bo ta zasvetila, bomo zavili lahko desno na Njegoševo cesto iz Zanoške ceste. Tukaj naravnost, če bi se peljali, pa je bolj znana Trubarjev cesta, nekoč cesta imenovana cesta Svetega Petra. Ker vsaka oblast posebej zamenja nazive ulic, je pač to tako. Za Njegoša veste, kdo je bil? Tako, no, tukaj vidite garažno hišo, morate biti pozorni, čeprav imajo reklamo, da stane parkiranje cela 6 evrov na uro, vendar to velja le med 22 do 6 ur zjutraj. Tako da bodite previdni, da vas ne ovrnažijo ali po domače rečeno prinesejo naokoli. Vam iz žepa izvapijo kar nekaj denarja za parkiranje. No, tukaj se zdaj vozimo po Njegoševi. Cesti in tule bomo zavili na križišču. Spet imamo zeleno luč.
zelen semafor, natančneje, to je Masarykova cesta. Kdo je bil Masaryk? Upam, da tudi veste. Če ne boste pogledali, kdo je bil Masaryk, pa se boste naučili. No, pojdimo naprej. Na levi strani boste zagledali parkirišče, ki bo nekoč postalo center. Ta rdeča zgradba pa je Ministrstvo za šolstvo in šport. No, mi bomo danes vstopili v središče mesta preko Miklošičeve ceste in sicer zato, da vam pokažemo tudi znamenito avtobusno postajo glavnega mesta Slovenije, ki je brez sramoto seveda glavno mesto Slovenije. Županstvo pravi, da s tem nimajo nič, ker gre za privatno podjetje. Tudi železniška postaja je še iz časov avstro-ogrske monarhije. No, tole je avtobusna postaja. Videli ste, da smo se normalno izognili policistom, ki so na nujni vožnji in že vedo, zakaj in kam gredo. No in mi smo zdaj tukaj zavili na Miklošičevo cesto. To je znamenita cesta znanega Slovenca. Kdo je bil Miklošič, pa zagotovo veste. Če pa še tega ne veste, pa smo seveda končali razgovor. Vedeli boste pa to, da piše tle Nobel burek 24 ur, te pa veste, ker tukaj mladi zgodaj in zvečer kupujejo burek, znano slovensko jed. Šalim se. Na desni strani ste videli naše sodišče. No in tukaj smo zdaj na ulici, ki preči Tavčarjevo ulico z Miklošičevo ulico. In mi bomo sedaj počakali na ta znameniti semafor, kar je naredil. No in tu so dame, ki spoštujejo predpise, vidite, one grejo, ker so izven rdeče linije, da smejo hoditi čez semafor. Rdeči luč. No, in tukaj je še ena zanimiva ulica, imenovana Dalmatinova ulica. Kdo je bil Dalmatin? Pa mislim, da zagotovo veste. No, ta Italijan misli, da je v Italiji. Tule je eno srednjih parkirišč in tukaj boste zagledali zdaj naravnost, znamenito hišo. To je poslovna zgradba, v kateri vam vsak večer, pa vsak dan ponujajo zanimive in izjemne novice iz domovine, iz sveta. RTV Slovenija. No in sedaj smo na Komenski ulici. Kdo je bil Komenski? Pa zagotovo veste. Če pa tega ne veste, pa zagotovo veste, kdo je bil Resl, je to Resljeva ulica. No, naštel sem kar nekaj zanimivih mož, ki se lahko pohvalijo, da imajo v Ljubljani svojo ulico. In tukaj je prečenje med Resljevo in pa Trubarjevo cesto, ki sem jo omenil že v delu, ko smo zavili na Njegoševo. Spoštovani in spoštovane, lepo se imejte in lep prijazn dan vam želimo, ko ste na cesti. Vozite previdno, vozite varno, zase in za vse ostale udeležence prometa. Namen tega
namen tega posnetka je prav namenjen tebi. In to je znameniti most, imenovan Zmajski most. Nasvidenje.